Gradnja v zgodovini se je spreminjala. V preteklosti so pač ljudje gradili enostavne hiše, enostavne zgradbe. Danes pa je tehnologija v lesarski panogi in v gradbeništvu tako napredovala, da je z lesom možno graditi tudi najbolj zahtevne objekte. In seveda v preteklosti je bilo dosti inovacij, ki so pripeljale do tega. In sam mislim, da vir človekovih idej ni izčrpan in inovacije bodo se pojavljale in verjamem, da v kombinaciji z različnimi drugimi materiali bo les še naprej zelo pomemben material v gradbeništvu. Inovativni pristopi v arhitekturi in gradbeništvu narekujejo povezovanje med gospodarsko, raziskovalno, pedagoško in znanstveno sfero. We invest largely in developing our products, improving and seeking new ways of innovation. One of the aspects of innovation for us has been to engage as founding partners into active house, where comfort is the key principle for buildings. To look to the innovation potential, we think that we should be able, to a much higher degree than we are today, to value buildings by their ability to support our health and well-being. Glavni vir inspiracije je ta vsestranskost lesa kot uporabnega materiala. Inovacije pa mogoče ne vidim toliko v tehnološki razdelavi ali pa napredku lesenih izdelkov, se pravi nekaj, kar je pogojeno z razvojem tehnologije, ampak vidim bolj inovacije kot priložnost v različnih percepcijah, kako se lahko les uporabi v bivalnem okolju. Predvsem pa tudi v kombinaciji z drugimi materiali, ki izhajajo iz okolja, v katerem gradimo, ker les ni vedno naravna in prva izbira za neko določeno okolje. In les je potem nekaj, kar se mora v bistvu temu prilagoditi, oziroma lahko v sozvočju z nekim kontekstom postane nekaj, kar doda večjo vrednost nekemu arhitekturnemu produktu ali pa načinu bivanja v kontekstu lesa. In to se mi zdi, da je mogoče priložnost za neko inovacijo. Jaz mislim, da je ključno, da če želimo priti do uspešnih inovacij, da pristopimo k reševanju novih oziroma iskanju novih rešitev interdisciplinarno in te inovacije, ki bodo rezultat v bistvu znanja tako gradbenika, arhitekta, lesarja, kot tudi psihologa ali računalničarja. Tiste bodo lahko konkurenčne in imele priložnost tudi na trgu, ker smo majhni, imamo več priložnosti, da take interdisciplinarne pristope v bistvu razvijamo in lahko je to tudi tisto, s čimer se v svetu pokažemo kot edinstveni. Danes smo slišali zelo veliko o inovacijah, v bistvu v nekaterih tudi dobesedno govorimo o high-techu. Sam pa mislim, da je za zdravo bivanje ključnega pomena ne samo, da inoviramo v smislu tehnologije, ampak da se tudi na nek način najdemo načine, kako se ponovno približati naravi, okolju, v katerem živimo, ne da se hermetično od njega odvojimo samo zato, da bomo imeli v prostoru idealno temperaturo, vlago in tako naprej. Zame je ideal bivanja v neki razumni meri neudobja. Inovacije v lesu, povezane z arhitekturo, predvsem vidim v razvoju novih konstrukcijskih sistemov. In Slovenija premore mnogo zelo kvalitetnih proizvajalcev in tesarjev te stroke, kjer bi lahko povsod po svetu izvajala zahtevne, višje objekte. Vendar kar nam primanjkuje trenutno je, da iz naše lesne surovine pripravimo gradbene polprodukte, ki bi jih na to uporabljali v gradbeništvu. Da je ravno gradbeništvo tisti segment, kjer lahko zelo pripomore ponovni sklenitvi lesne verige in izkoriščanju slovenske strateške surovine. To me, innovation
innovation is a change in thinking, and I believe that to survive as a company, we have to use innovation thoughts, innovative products, and also the way we operate our company. Otherwise, we won't survive. Priložnosti za inovativno trajno gradnjo v Sloveniji so predvsem v uporabi alternativnih varnih materialov, ki so razviti skladno z načeli cradle to cradle, se pravi materiali, ki so neškodljivi za naše življenje, za življenjsko okolje in za naravo. Teh materialov zaenkrat ni ne vem koliko na trgu, ampak povpraševanje po varnih, zdravih materialih narašča in ta koncept cradle to cradle bo definitivno vplival tudi na gradnjo in na proizvajalce iz Slovenije v prihodnosti. Slovenija je kot država zelo bogata z lesom. Žal v Sloveniji porabimo bistveno manj lesa, kot ga letno priraste. In ena od neizkoriščenih priložnosti je ravno uporaba manj izkoriščenih lesnih vrst v gradbeništvu. Kolikor pa želimo les uporabljati v gradbeništvu, ga moramo narediti bolj trajnega, to pa ga lahko naredimo z novimi tehnikami modifikacije in impregnacije lesa.